Zakaj je dobro imeti se rada? In kako se imeti rada? In pa zakaj je pomembno, da se pogledaš v ogledalo in zakaj je pomembno, da si rečeš nekaj lepega zraven? Več o tem bom govorila v nadaljevanju. Zakaj nam je tako težko imeti radi sami sebe? Zakaj nam je tako težko pogledati se v ogledalo in si reči, kako smo lepi danes, kako si, ne vem, imaš kako imam lepe oči, kako imam lep nasmeh, kako sem lepa. Ne, kaj mi punce delamo? Pa veš, kje je glih ta pikica tukaj, pa le, ko imam eno gubico tukaj, pa le, kakšna sem, pa nisem taka kot v revijah, pa nisem taka kot na Instagramih, pa nisem taka kot so druge, bla, 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 bla. In ko pride morje, je še huje, čas poletja, in nimam tak lepih nog kot imajo druge, bla, bla, bla. Tako jaz pravim in rečem, go, go. Evo, kako sem se jaz naučila imeti rada? Moja največja lekcija je bila dejansko pogledati si v ogledalo, pogledati se v oči. Še sploh, ko se spomnim, recimo, nisem mogla iti ven, brez da bi si dala make-up, ker se nisem počutila dovolj lepo, dovolj karkoli. In ko sem začela z osebnostjo rastjo delati, je bilo zame obdobje, po mojem pol leta, ko enostavno nisem hotela sploh make-upa nositi, čeprav to je bilo dobro zame, verjamem, da ni bilo dobro za kozmetično industrijo, ampak mogla sem si dati tisti en odmor od te vsiljene lepote, kar nam hoče povedati, to je lepo, tisto je idealno in ne vem kaj še vse. In ko gledam, kakšen teror se dejansko dogaja nad puncami, nad ženami, ko je tak popoln idealizem se predstavlja vse posod, kako mora biti polne, kako mora biti lepe. Enostavno verjamem, tudi sama sem bila v tem, nisem imela moči videti svoje lepote v sebi. Tako da, imeti se rada je bila moja največja lekcija, se naučiti rada imeti sama sebe in tu sem res neskončno hvaležna Louise Hay in njeni metodi z ogledalom, ker jaz se nisem mogla pogledati v ogledalo. Vsakeč, ko sem se oblekla, sem našla nekaj, zakaj na meni nekaj mi ni všeč. Kaj mi ni bilo všeč in zakaj mi ni bilo všeč in vedno sem nekaj našla, da nisem bila srečna sama s sabo. Tako da sprejeti sama sebe s vsemi svojimi pomanjkljivostmi je bila najtežja naloga in danes vem, da tudi danes, ko sem dala rdečo šminko, samo da sem se tako uredila za šminko, je to, da dejansko moje razmišljanje se je spremenilo. Recimo včasih je bilo, da sem mogla imeti make-up, da sem bila pač lepa za druge. Danes, če že nosim make-up, če že dam šminko, pomeni, da na nek način počastim sebe, po nek način, ne zato, da bom bila za druge dobro izgledala, pa da bom lahko sploh šla ven, ampak da rečem, kako sem lepa, danes si bom pa še malo polepšala. In zato, kot pravijo, make-up naj bi bil tisto, da ima malo piko na i, se malo da, ne pa da cel friz zamenjaš, da prideš iz lepotne kirurgije z make-upom. Tako da zato je dobra osebnostna rast. Zakaj? Zato, ker začneš lupiti v svojo čebulo, kot sem rekla v videu Sreči, ki ga lahko pogledaš tu gor, dol, ne vem, kje je. In ko se enkrat od notranje srečen, ko začneš osebno rastjo delati, se lupiš kot čebulca in dejansko prideš do tega, da ugotoviš, da si že dovolj, ugotoviš, kakšen dar in čudež je, da si se rodil, da si se sploh rodil, da je točno tisto jajčice in točno tisto semenčice prišlo skupaj in da si imel 1:4, ne vem, s kolikimi nulami, možnosti, da si se sploh rodil, da si sploh ti, takšen kot si. Tako da najbolj zanimiva lekcija sprejetja sebe, ta je bila dobra zgodbica, sem že povedala na Women Economic Forum, v moji rdeči obleki. Imela sem jo tudi tukaj na predstavitvi knjige Gala, lepa, taka lepa rdeča obleka, res.
največji trik pa to, da jaz rdečih oblek nisem nosila do tedaj, se pravi do februarja 2020. Jaz rdeče obleke no-go niso šle zraven. Rdeče mogoče majčka, kje kdaj ja, rdeče hlače ja, suknjič tudi, ampak rdeč pulover definitivno v decembru, ampak prv tista rdeča od obleke ali pa čevljev, nohti tudi ne, je bilo no-go. In zakaj? Zaradi tega, ker sem pač tudi, ko sem delala na osebni rasti, še zmeraj, ne vem, nekako se nisem videla dovolj ženstveno, pa dovolj, nekako dovolj, ne vem, nisem se počutila tako dobro v rdeči, ker rdeča vzbuja pozornost, seveda, ne? In nisem hotela te pozornosti na sebe, zaradi tega, ker na nek način tudi zdaj razumem, zakaj, ker sem bila v procesu tudi te tranzicije iz osebne rasti, a veš, ko tudi imaš take stopničke vmes, pa več teh stopničk in dejansko po pravici povedano se, da takrat nisem mogla videti kot eno boginjo, kot eno tako ful lepo ženstveno, žensko. Vedno sem bila bolj taka možača, pa malo bolj itak. Čeprav je ful paradoks, ne. Letos sem tudi motor kupila, tako da sem tudi motoristka, ne. Z Ducatijeva motoristka, ampak rdeča Ducatijeva motoristka, tako da ja. Je do leta 2020 noro, dobro zame tudi kljub temu. Saj veste, kdo je prišel 2020 nam malo mešati štrene. No, kaj sem hotela povedati? To, da za predstavitev knjige Podjetniški mehurček me moja dobra prijateljica Hermina Stržaj, Obrni se name, me je peljala po obleke za predstavitev in je rekla, to rdečo boš probala. In sem rekla, pozabi, jaz pa rdeča, ne, to ni šans. In sem imela tukaj en odpor, da je ni bil zanimiv, zakaj imam ta odpor, in je rekel, ljudje sem probati, sem to, obleči gor in to je to. In ko sem jaz tisto obleko oblekla nase, ko sem se dejansko pogledala v ono veliko ogledalo, celo sebe, v tisti grajski, kraljevski obleki rdeči, takrat so mi začele solze teči in solze polzeti po mojih licih, ker nek napad sem dobila tam. Zakaj? Zaradi tega, ker sem se prvič v življenju, za poroko sem se tudi počutila posebno, ampak ja, prvič na tak način v življenju videla ženstveno, žensko. In tudi če imam par kilic preveč, za idealne mere so meni te kilice čisto popolnoma v redu, dokler se jaz dobro počutim v njih, dokler me fizično nič ne dogaja, se mi pač, da bi me škodovale mojemu telesu, se jaz čisto počutim in sem v redu takšna, kot sem. In ta del imeti rad sebe, na tak način vzljubiti sebe, z vsemi svojimi pomanjkljivosti, da sem si na koncu rekla, jaz sem perfektno, ne pa polna. Ja. In da sem prišla do te točke, da se imam toliko rada, da se imam brezpogojno rada in da se dejansko, da sem popolna, ne popolna, so mi pomagale osebnostna rast in pa seveda delček vaje Louise Hay z ogledalom, tako da tvoja današnja naloga je, ti žugam s prstom, da greš do ogledala, se pogledaš vanj in si rečeš, kako lepa sem danes. A pa si rečeš, joj, kako lepe oči imam. A pa joj, kako lep. En del svojega obraza 100% imaš rada. En del. Pa naj bo ta za začetek en del. In si povej to, kako si pač lepa v ogledalu. Ok? Naslednja tvoja naloga je, da si napišeš eno lepo afirmacijo. Jaz sem dovolj, jaz sem vredna, jaz sem lepa, jaz sem pametna, jaz sem fit, jaz sem zdrava in karkoli še rabiš, si da je lepo napiši ali si napišeš na ogledalo, direkt šminko, jaz imam vse posod, piši in z šminko in z lističi, tistimi post-ita, veš, nalepko, in si nalepi in vsakič, ko greš mimo, od zdaj naprej, vsakič, ko greš mimo ogledala, se poglej, tudi če te kaj na videz mogoče pomoti, se vseeno poglej in poglej tisto točko, ki jo imaš najraje in tisto se pohvali. Velja? Obljubiš, da boš to naredila? Kimaš ja? Ok, super. Ustvari si svoje boljše življenje in se vidiva naslednjič.